Hej, živijo, Barbara tukaj. Tale video pravzaprav delam zato, ker na moji tej poslovni strani Facebookovi ne dela ta funkcija za Facebook Live. In bom nekaj časa morala videe takole delati, kaj prav tukaj pa tega ne dojemam. Vedno je nekaj prav, ne? In pravzaprav, ko si zastavimo to vprašanje, potem dejansko dobimo zavedanje tega, kaj je tukaj prav, ne? Da ne gremo pravzaprav napačno, lahko bi šla neke sodbe, češ kaj je zdaj to, kako naj zdaj ustvarjam svoj posel, če mi to ne dela, ampak okej, kaj prav tukaj pa tega ne dojemam. Ampak ta video pravzaprav ni namenjen temu vprašanju, da bi govorila o temu vprašanju, ampak sem že prejšnji teden naredila en video prek telefona, kjer prek telefona pravzaprav lahko delam Facebook Live v živo, torej zadnji sem prvič sploh poskusila in potem eni od vas ste videli tisti video in kaj sem potem naredila, pravzaprav sem na telefonu zbrisala video, ali na telefonu, ker zdaj snemam na iPodu. In kaj se je potem zgodilo? Ta video se tudi na Facebooku izbrisal, pač nisem vedela, zato ta video, pač to stvar, ki sem jo tam na tistem videu govorila, še enkrat zdaj snemam, zato ker res želim, da imate to in sicer to vprašanje, komu to pripada. Torej, to ste že velikokrat slišali, tisti, ki ste bili na Bars delavnici, ste to slišali, so vam to povedali, imate noter v priročniku napisano, ampak koliko od vas dejansko zavrača spraševati to vprašanje? Koliko od vas pravzaprav zavrača se to vprašati za neke misli, občutke, čustva, senzacije v telesih ali pa neke poglede, ki jih imate, neke energije, tako neke čudne energije, ker pravzaprav menite, da če pa nič ne boste imeli, če ne boste nič zaznavali, če ne boste imeli nobenih misli, občutkov in podobnega, da potem pa kar ne boste več obstajali. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat godziljon, right around with the mad potem pa online shorts, boys and beyonds. In pravzaprav boste obstajali, vam lahko iz lastne izkušnje povem, ampak s tem vprašanjem si boste skreirali en velikanski prostor za sebe, kjer ne bo nenehnega tega klepetanja, skozi neke distrakcije, skozi neke misli, skozi neke občutki, skozi neki pogledi, ampak dejansko boste s tem skreirali, kako bi rekla, če lahko rečemo temu tako, počistili ta prostor sebe. In boste pravzaprav videli, da ste vi kot bitje en velikanski prostor. In ni vam treba delovati iz misli, občutkov, čustev, nekih senzacij, ki jih zaznavate od drugih, ampak lahko potem pravzaprav iz tega prostora začnete izbirati nekaj, kar si želite izbrati, kar želite skreirati. Dokler pa delujemo iz teh misli, občutkov, čustev, senzacij v telesu, ki jih zaznavamo od drugih, dejansko kreiramo svoje resničnosti iz nečesa, kar sploh ni naše. Ampak dejansko se morate vprašati. Meni je tako prav fascinantno mi je, ker veliko ljudi, ki prihaja na moje delavnice, dobijo to orodje in pa tudi me vprašajo, imam to pa to, a mi lahko daš neko orodje, mi lahko nekaj facilitiraš, da se tega znebim, da to odpravimo. In potem rečemo, komu to pripada. In pa tako reče, zdaj je to zginalo, ne? In potem se naslednjič srečamo, spet nekaj pač me vpraša, pa spet rečem, komu to pripada. In pa nekaterim reče, kar tako me pogledajo, nečeš, a spet si me to vprašala, daj nehaj me to spraševati, ne? Ampak dejansko s tem vprašanjem lahko naslovimo, ne vem, če ne bo, po moje 80% vsega tega, kar se dogaja pravzaprav z vašim telesom in v vašem življenju. In pravzaprav jaz vidim, da vsi seminarji, na katere grem potem, sam še okrepijo to orodje, torej še bolj intenzivno deluje, zato ker vsak seminar še sam razširi prostor tega, ker toliko pustimo enih omejitev, toliko enih sodb, toliko enih odločitev, nekih izračunov, zaključkov. In potem dejansko vidim, sam tako, ko sem ta prostor, še večji prostor, sam tako delam, to ni moje, to ni moje, to ni moje, to ni moje, to ni moje. In sam tako, še manj, ko v sekundi grejo te stvari stran. In kaj se dogaja, moje življenje postaja vedno lahkotnejše, vedno širše, vedno nekaj več, zato ker ne kupujem več, ne nasedam temu, to, kar gre čez mojo glavo ali pa kar se pojavlja, če lahko rečemo tako, v moji glavi,
da so to moje stvari. Ne, samo vprašam, komu to pripada. In to pravzaprav je eno izmed orodij, ki jih sama najbolj uporabljam in ki kreira v mojem svetu pravzaprav največ spremembe. Vedno se vračam k temu orodju nazaj. In vse posod, kjer vi zavračate, si zastavi to vprašanje, zato ker menite, da to enostavno pa res ne more biti, da more biti še kaj druga, da se morate matrati, da bi prišli do neke spremembe. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right, wrong, with a mad pot and pock, online shorts, boys and beyonds. In to ste verjetno že tudi slišali, ne? Če bi to vprašanje, komu to pripada, zastavljali 3 dni zaporedoma, za vsako svojo misel, občutek, čustvo, senzacijo v telesu, bi videli po teh 3 dneh, da se hoteča govoreča meditacija, da nič ni vaše. In torej, če tega orodja še ne poznate, torej, če prvič slišite, če niste bili še na nobeni Accessovi delavnici, pobrskajte tudi med videi na moji tej poslovni spletni Facebookovi strani Barbara Mali, ker tudi razlagam v večjih videih prav to orodje, razložim, zakaj pravzaprav gre, na kak način se vprašamo in dajte to uporabiti, dajte uporabljati in ja, je lahko tako lahko, ampak tu gre potem tudi za eno vprašanje, kaj bolj cenite, lahkotnost ali cenite neko trdo delo, neko matranje, da je težko do nečesa pridete, ker to namreč je tudi en pravzaprav indikator, mislim, če pač kaj je vaša prioriteta, torej, če je vaša prioriteta lahkotnost, hitrost, boste izbirali, boste uporabljali to orodje. Če je vaša prioriteta, da se morate matrati, da je težko, trdo, tega orodja ne boste uporabljali. Tako da, mogoče je pa čas tudi, da malo preuredite svoje prioritete, oziroma pogledate, čigave so sploh te prioritete, da je treba na težak način do nečesa priti, do neke spremembe, da se treba matrati, da je dolg časa treba za to, da pride do neke spremembe. No, samo toliko od mene za danes in kaj vse je zdaj še mogoče. Čau, čau!